Zasavje in savinjsko-šaleško območje se zaradi prehoda v podnebno nevtralnost spopadata z velikimi družbenimi in gospodarskimi izzivi. Premogovni območji sta zato upravičeni do sredstev iz sklada za pravični prehod. Med letoma 2000 in 2011, v obdobju prvega procesa prestrukturiranja zasavskega premogovnega območja, je to izgubilo več kot 5000 delovnih mest, kar je takrat predstavljalo dobro četrtino vseh delovnih mest na območju. Danes pa se kar 70% prebivalcev na delo vozi zunaj Zasavja. Da bi tudi več ljudi našlo zaposlitev znotraj svojega območja, bo Slovenija iz sklada za pravični prehod do leta 2027 prejela 249 milijonov evrov, od tega 174 milijonov dobi savinjsko-šaleško območje, dobrih 74 milijonov pa Zasavje. Ministrstvo za gospodarstvo je zdaj objavilo razpis, vreden slabih 69 milijonov evrov, ki je namenjen podjetjem v teh dveh območjih za ustvarjanje novih delovnih mest. V Hrastniku bodo s pomočjo sredstev iz sklada za pravični prehod revitalizirali nekdanje rudniške objekte. Želimo dati novo življenje vsem prostorom, ki že obstajajo. To je tudi nekako smernica v Evropi, da se najprej zapolni prostore, ki so že na voljo, in želimo jim dati nove vsebine. To nekdanjo kompresorsko postajo rudnika Trbovlje-Hrastnik bodo spremenili v prostor za druženje in podjetniške inovacije. Pri tem sodelujejo tudi v projektu Interreg Podravje. Glavni cilj tega projekta je, da v nekdanjem rudarskem opuščenem objektu, da temu objektu vdahnemo novo vsebino in skratka postavimo nov podjetniški inkubator v Hrastniku. Sodelujejo tudi z Zavodom za gradbeništvo, kjer opozarjajo na številne prednosti revitalizacije starih objektov pred rušenjem in novogradnjo. Na eni strani ohranjamo staro industrijsko dediščino in s tem ohranjamo duh časa iz preteklosti. Na drugi strani pa s tem ohranjamo tudi naravne vire materialov, saj ne prihaja do rušenja, nastajanja novih odpadkov. Zmanjševanje odpadkov bo tudi pilotni projekt, najprej na samem revitaliziranem območju, kasneje pa ga želijo širiti. Prvič poizkušati funkcionirati brez odpadkov in drugič tudi vse obiskovalce hkrati učiti, kakšne so dodane vrednosti tega življenja, ker jaz mislim, da mora vsak pa na tem področju začeti najprej pri sebi. Nov podjetniški inkubator naj bi predvidoma zaživel sredi leta 2026. Kdaj bodo